Znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Livisorom. Tokratna tema je mesec avgust. Sama veste, da nisem pristaš dirkanja naprej, ne maram že tam septembra brati, kaj bo naslednje leto, pa 15 že prebirati napovedi za naslednji mesec, ampak letošnji avgust je poseben. Stopamo v mesec, ki bo zelo intenziven, energijsko zelo močan, predvsem pa nam pomaga vzeti našo moč nazaj v svoje roke. Letošnje leto je posebno. Jaz mislim, da ne rabite več mene, pa astrologije, pa kogarkoli, da vam to pove, samo pogledajte novice. In definitivno na svetovnem prizorišču se nam obeta marsikatera neprijetna novica, da ne bomo kakšne grde domače besede uporabili. Predvsem pa bo avgust čas preobratov. Avgust bo čas, v katerem je prav, da poslušate sebe. Poglejte, Merkur se je obrnil, je retrogradni ravno v znamenju Leva, ki je avgustovsko znamenje. Tista čustva, ki smo jih potlačili, vse tisto, kar zanikamo v sebi, naše strasti, zanimanja, sanje, notranjega otroka, naša moč. Kdo je lev? Kralj živali. Se pravi, je tisti, ki je odgovoren za mnoge. Za koga ste vi odgovorni, če ne za sebe? Torej, dragi moji, če tole poslušate, preden se je avgust začel, izkoristiti julij za to, da greste v svojo podzavest, v svoje spomine, v vse tiste zanikane scenarije, vse tiste želje, ki ste jih mogli povoziti, vse tiste priložnosti, ki ste jih spustili iz rok, vse tiste odločitve, ki jih obžalujete. Preden se avgust začne, pejte v tisto verzijo sebe, na katero bi bil otrok, ki ste nekoč bili, ne samo ponosen, ampak veliko to stari, stara moja carica si. In v tistega sebe, na katerega boste vi, ko boste stari 96, pa 110 let ponosni. Retrogradni Merkur se konča 11. avgusta. Če spremljate Klepet ob kavi, boste zasledili, da je Jimmy namignil, da je najbolj srečen dan v letošnjem letu 12. avgust. In veste kaj, 12. avgusta? Moj rojstni dan. Torej, dragi moji, letos sem se odločil takole, vedno podarim nek popust, pa ponovadi je to še okrog rojstnega dneva, pa si mislim, veste kaj, naj se vidi, da je popust, naj bo ta popust pravzaprav darilo vam. Predvsem tistim, ki morda nimate predstave, kaj numerologija je, kaj vse vam numerologija lahko da. Torej, dragi moji, najprej sem hotel reči od 1. avgusta do konca, od 1. do zadnjega avgusta, toliko sem navdušena, da ne moram niti govoriti. Ok, osnovna numerološka analiza, ki je sicer 99 €, je od tega trenutka, ko je tale oddaja prišla na svet, do 31. avgusta 50% znižena, kar pomeni, da je samo 49,50 €. V njej dobite pravzaprav zelo, sicer v grobem, ampak zelo dober vpogled v to, kaj numerologija je. Kaj je v vašem imenu, kaj je v vašem priimku, kaj je v vašem prvem samoglasniku, kaj sporočajo vaši predniki. Vaših 5 osebnih števil razloženih na osnoven način, lekcije življenja, karma, če jo imate, mojstrska števila, če jih imate, in pa zraven je kratek opis letošnjega leta, se pravi vse to, kar bo bistvo letošnjega leta. In bistvo septembra bo ravno to. Vse to, kar smo govorili za letošnje leto, kar pejte še enkrat napovedi pogledati, ne glede na to, ali sledite meni, astrologiji, tarotu, saj vsi govorimo isto, ker govorimo o istem času. Ja, intenzivno, transformativno, se pravi, dragi moji, ne reči, da niste vedeli, ne pa čez 2 leti hudirja, pa je šlo mimo. Avgust kot 8. mesec v letu 2025, ki če je kaj, je eksotično, če je kaj, nas potiska ven iz cone obdobja. Kam pa gremo ven iz cone obdobja? Na Mars? Ratamo nekdo, kdor nismo? Ne. Osvobodimo se vseh traparij. Cona obdobja je pravzaprav nevarna. Jaz osebno vidim, da ena izmed najbolj nevarnih izjav v življenju je: sej ni to hudo, sej bo. Ne. A vi res mislite, da ste se rodili zato, da boste govorili celo življenje: sej bo, sej kaj pač, sej zame je dosti dobro. Na mojih svetovanjih zelo velikokrat uporabim to vprašanje.
Če bi razmišljali o svojem otroku in svojemu otroku verjetno vsi želimo najboljše. Ko otročka prinesemo domov, ko pridemo z porodnišnice in gledamo to najbolj ljubko bitje na svetu, mu privoščimo vso srečo tega sveta, vse zdravje, vse obilje, ves uspeh, upamo, da mu nikoli nihče njej ali njemu ne bo žalega naredil, vse svoje upe, sanje, žrtvujemo se za svojega otroka. Zakaj bi bili vi manj vredni? Zakaj bi naredili vse za to, da bi bil srečen nekdo drug? Naj to vaš otrok, morda vaš partner, partnerka. Kdaj ste nazadnje, to pa lepo prosim, da si zdaj vzamete sekundico in odgovorite. Kdaj ste nazadnje se maksimalno potrudili za to, da ste bili srečni vi? Kdaj ste nazadnje poslušali sebe, svoj glas? Svoj glas, ki je ranjen, svojega notranjega otroka. Tiste dele sebe, ki jokajo. Tiste dele sebe, ki kričijo, da ne morejo več, da nočejo več, da to ni prav. Tisti del sebe, ki vam govori, da si zaslužite nekaj več, nekaj boljšega, nekaj drugačnega. Kje pravzaprav v zgodbi svojega življenja ste vi? Če rečemo, da je zgodba vašega življenja film, kakšno vlogo igrate? Ste glavna vloga, pa tudi glavna žrtev? Ste glavna vloga, pa vam očitajo, da ste sebični? Ste glavna vloga, pa ste tako malka Sheldon, mogoče bi lahko se še česa naučili, tako kot mi vsi. Ste stranska vloga, ste postranska vloga, ste statist, ste nadomestljivi, ali ste morda iz filma sploh kar že šli. Tudi to se nam včasih zgodi. Naj bodo zadnji dnevi julija namenjeni temu, da resnično poslušamo sebe, da resnično sledimo sebi, da brskamo po sebi, po svoji resnici, po temu, kako se mi počutimo, kajti avgust je tisti, ki nam bo prinesel energijo puf, puf, puf. Vesolje se ne bo hecalo letošnjega avgusta, vesolje bo reklo, hopla se fizel, kaj pa vi? To je tako, kot če pridete v drive-thru v McDonald'su, ne bodo rekli, gospod, kar vzemite si čas, vam prinesemo kozarec vode, bi mogoče eno kavico popili, preden se boste odločili, kaj boste. Če vi ne veste, kaj bi radi, kako za vraga naj vam pa to življenje potem prinese. In če se vi niste pripravljeni potruditi, kako naj življenje ve, da resno mislite? In če vi sami sebi niste dovolj pomembni, da bi se vi borili za sebe, zakaj bi vam vesolje, življenje, Bog, kdorkoli delal usluge? Torej, dragi moji, avgust bo čas, ko se bo zdelo, da nihamo z enega ekstrema v drugega, na to smo se že malo navadili. Bo čas simbolično med temo in svetlobo, se pravi med vsem tistim, kar smo potlačili in med tistim, v kar se prepričujemo, se pravi tudi iluzija. Vse to, kar si mi govorimo, da to je pa v redu, pa mogoče ni. Vse tisto, kar govorimo, da ni v redu, pa mogoče je. Se pravi, pripravimo se na to, da se nam lahko življenje postavi na glavo takole. Čez noč, na 1, 2, 3. 12. avgust, kot eden izmed najbolj, oziroma Jimmy pravi, najbolj srečen mesec v tem letu, in jaz nič nisem pristranska, verjamem, bom poročala, kakšen je moj rojstni dan. Torej, dragi moji, naj nam tale retrogradni Merkur, vpliv Julija, pomaga razumeti, kaj ja, kaj ne, in dajte potem po 12. avgustu gas. 11.8. z numerološkega stališča je dan, v katerem poslušamo sebe, poslušamo svojo intuicijo, svoje uvide, svojo odločnost. Naša odločnost vodi v odličnost. Kaj mislite, kdo uspe v življenju? Tisti, ki rečejo, joj, ne vem, kaj bodo sosedje rekli, babica bo nezadovoljna in tako naprej. To so stvari, s katerimi so nas vzgajali. Babica bo žalostna, če ne boš pojedel solate, babica je tako 1000 kilometrov stran, no 1000 jih ne, Slovenija je majhna, kar nekaj kilometrov stran, pojma nima, kaj zdaj mi tam počnemo, jemo solato, ne jemo solato, jemo brokoli, ne jemo brokoli, jokamo se, smijo, ne ve, pa kar žalostna je. Kolikokrat se obnašamo, še vedno kot ta otrok, ki verjame, da če pokaže svojo potrebo, bo nekje nekdo žalosten. Kaj pa vi? A ste bili kaj žalostni, ker je bilo treba vso solato, pa brokoli, pa špinačo, pa ne vem kaj še vse pojesti, čeprav ste hoteli cukor?
Pa mogoče to ni najboljši primer, ker cukor ni dober za nas. Ampak načeloma, če smo rekli, da julija izbiramo, kaj je za nas dobro, zdravo, zrelo, avgusta gremo gledati, kaj je tisto, kamor mi želimo priti. Kaj za nas je uspeh, kaj za nas je izpolnjenost. To, da nas bo življenje premetavalo, kot sem rekla, smo se še malo navadili, tudi to bo del avgusta. Absolutno bomo deležni nenavadnih novic še naprej, absolutno lahko v političnih vrhovih po celem svetu pričakujemo, da bo počlo avgusta, septembra, tudi oktober, ti 3 meseci so energijsko najbolj nabiti pravzaprav, v nek vrhunec letošnjega leta šele stopamo, tudi septembra nas kar nekaj mrkov, čakaj se ramam, da smo vsi to že brali na internetu. Moj nasvet je, ne pusti, da vsaka polna luna, pa vsak retrograden Merkur, pa vsaka napoved vas zdrma. Bodite v svojem stebru, bodite v svoji identiteti, bodite v svoji moči. Samo eni na temu svetu ste. In kakšen dolgčas bi bil, če bi si bili res vsi med seboj totalno podobni. Torej, kaj je tisto, kar vas loči od večine, kaj je tisto, kar je posebno, kaj je tisto, kar je vam unikatno, kaj je tisto, kar vas osrečuje. In vem, da tale napoved je bila totalno polna vprašanj namesto usmeritev in napovedi, ampak gledajte, to je bil julij, vprašanja. Avgusta jih spravite v prakso, se pravi, postavite si cilje, bodite samozavestni, postavite se zase, poslušajte sebe in pejte za svojimi cilji. Cilj, dokler je ideja, cilj, dokler je to želja, cilj, dokler je to tam neki nekoč. A veste, kaj je samo za misel, ne? Naj rata odločitev. Ko se ločimo od ostalih možnosti, dosežemo to, za kar smo se odločili. Spravi, odločite se za svojo srečo, svoje zdravje, svojo ljubezen. Seveda v mejah normale, ne govorim, da morate biti zdaj sebični, ne govorim, da morate zdaj drugim vsiljevati svojo voljo, ampak ne dopustite več, da okolica vsiljuje svojo voljo vam, da pričakovanja, želje, strukture, ki so nekoč funkcionirale, še vedno diktirajo vaše življenje. Pejmo ven iz prazgodovine, našega otroštva, našega odraščanja in postavimo drugačno prihodnost zase. Pa ni važno, ste stari 14, ste stari 24, ste stari 44, ste stari 92. Tukaj ste, zbudili ste se, živi ste, se pravi, naredite nekaj dobrega zase. In zdaj bom nehala težiti, ampak gremo pogledati od 1 do 9, kaj se nam obeta v mesecu, ki prihaja, za tiste, ki ste novi. Toliko časa seštevate svoj rojstni dan, da dobite eno samo cifro, to je naše število življenjske poti. No, pa pejmo. Drage enkice, avgust bo za vas absolutno mesec transformacije, vi malo prehitevate, no to smo mi vsi, ki vas imamo v življenju navajeni, torej vi boste nekoliko zbezljali naprej, ko govorimo o energiji transformacije, spremembe, zaključevanja, zdravljenja, pa tudi rezanja preteklosti. Drage moje enkice, če se komu obeta preteklost v tem mesecu, ste to s pametjo. Veste rojene za napredek. Drago število življenjske poti 1, veste tiste, ki prinašate napredek, odločnost, samozavest vsem nam v življenje. Ne ponavlja tiste segrete, pogrete župce, ki se je že skisalo vmes, pa kar upate, da če jo boste malo posolili, pa dali nekaj začimb, pa še enkrat prevreli, pa ne vem kaj dali zraven, da bo bolje. Po vsej verjetnosti ne bo. Mogoče je čas, da vse želje, hrepenenja, pa tudi tisti vi, ki ste ga prerasli, resnično zdaj pustite za seboj. Drage enkice, ne bo najbolj enostaven mesec, ampak vam pa zagotavljam, da boste september lažje prenesli kot drugi. Dvojkice, drage moje dvojkice, v tem času se postavite zase. Če je za koga pomembno, da gleda naprej, resnično za 10 let, da se odloča tako, kot bi se odločil za naslednjih 20 let, ste to vi. Energije vas zelo, zelo podpirajo v tem, da ste odločni, da se postavite za sebe, da prisluhnete sebi, da resnično poveste, kaj bi radi in da resnično greste naprej, ven iz odnosov, ven iz navad, ven iz vseh tistih struktur, ki vas nekako tlačijo. Vi dvojkice znate biti tako zelo prijazne, znate se prilagoditi, ste uvidevne, ste
taktne, zato vas pa tudi radi izkoriščajo. Dajmo reči letošnjega avgusta, da je bilo dovolj. Dajmo reči, da zdaj pa je čas za to, da se odločite zase, za to, da naredite nekaj dobrega zase, za to, da ste vi in da ste na to, drage moje dvojkice, veste kaj, z vsem svojim bitjem ponosni na to. Drage trojkice, zanimiv mesec, v katerem boste iskali bližino, iskali strukturo, iskali varnost, iskali mogoče celo rutino, kar ni vam podobno. Pravzaprav pa gre za to, da želite neko potrditev, da bo vse v redu. Ste osebe bujne domišljije, iznajdljivosti, ste umetniške dušice. Naslikajte na svoje platno tisto, česar si vi želite. Dajte mi povedati, je vaše življenje pleska, freska, ki jo je nekdo drug naročil, ali je to vaša ustvarjalnost, ali je to vaša stvaritev, vaša umetnina. Naj bo vaše življenje, vaše odločitve, vaši odnosi, to, česar si želite vi, ne kar je nekdo naročil, da vi naredite. Prav, naslikajte, se pravi, izbirajte tisto, česar si vi želite in to potem strukturirajte, zacementirajte in nekako ukoreninite avgusta. Drage štirkice, no vas bo pa šejkal. Drage moje štirkice, vas bo pa kar mal tresel levo, desno, gor, dol, pa okrog, pa na To je fajn. To je fajn, veste zakaj? Ker boste ugotovili, koliko več stvari v življenju imate, koliko več stvari v življenju je možnih, kaj vse vas pravzaprav mogoče res zanima, pa tega niste prej vedeli, kaj vse je fajn, pa mogoče si tega niste prej zavedeli, no pa kaj je tisto, kar pa res ste preživeli, probali, pa je zdaj mogoče res čas, da to spustite. Drage moje štirkice, prihaja obdobje osvoboditve, spremembe. Tudi malo drastičnih odločitev, tudi sprememb čez noč, tudi stvari, ki vam ne bodo všeč v smislu, da boste morda imeli občutek, da nimate kontrole nad stvarmi. Vi ste tisti, ki kontrolira svoje življenje. Vi ste gospodar svojega življenja. Ne glede na to, kjera sprememba, kjero nihanje, kjer preblisk se vam zgodi, vi ste vi. To se ne bo nikoli spremenilo. Drage petkice, v ospredju absolutno ljubezen, odnosi, ljubezen do sebe, postavljanje meja. Torej, dragi moji, ali resnično ste v svoji moči, ste v ljubezni do sebe in do drugih, kako to balansirate? Petkice ste urne, petkice po pravici povedano včasih jo malo najprej odzvrete, pa potem malo razmislite, pa mogoče pridete nazaj. Avgust bo ključnega pomena za vas, ko govorimo o odnosih, o vašem odnosu do sebe, o vašem odnosu ne samo do matere, ampak do življenja, ki vam ga je mati dala. Se pravi, ali imate morda sem ter tja občutke krivde, ali jih nekako potlačite, ali vam drugi očitajo, marsikaj se vam obeta avgusta. Marsikaj se bo spremenilo avgusta, za vas je bil julij tisti, ki vas je šejkal, ja pa ne, pa gor, pa dol, in to vam je bilo mogoče čisto fajn, ampak zdaj pa je čas. Zdaj pa je čas za tisto nežno plat, ki jo morda tudi sami pred seboj po pravici povedano skrivate. Šestice, drage moje šestice, resnica, jasnost, pa tudi odločnost prihajajo na vrsto avgusta. Povejte svoje resnice, povejte svoje čustva, pa nočem reči, da jih skrivate, pa nočem reči, da lažete, ampak jaz vem, šestice moje drage, tako zelo bi rade osrečile cel svet, da nekako vi kar padete ven iz te slike. Če rečemo, da je tole svet, vi bi vse to ujčkale, poskrbele za to, bile nežne, materinske, kot kokoška, ki ima vse piščančke pod krili, ampak hudirjaka potem je kokoška na dežju, na snegu, na vročini. Dajte sebe enostavno vklopiti v svojo listo prioritet avgusta. Vsi ljudje, ki jih razvajate na vse konce, bodo še vedno tu septembra, ko pa boste vi v energiji števila 6 in bodo zelo pomembno, da boste tudi vi bili povezani z vašimi najdražjimi. Zdaj pa je čas, da ste povezani najprej s seboj. Sedmice, drage moje sedmice, odločno, če pa kdo manifestira, pa vi manifestirate. Torej, drage moje sedmice, jaz mislim, da je najboljše, da kar mi vsi vam pošljemo, kaj vi, pa boste vi to pa načarale. Absolutno ste v času, ko se vam lahko življenje postavi na glavo, ko se vam lahko zgodijo čudeži, ko pa je v prvi vrsti pomembno, da nehate biti perfekcionistični, pa nehate biti pikolovski, pa nehate iskati, kje je kaj narobe, ampak iščete, kje je fantastično, fenomenalno, dobro, to
Torej, drage moje svetnice, naj bo avgust mesec, v katerem resnično posežete po najboljem. Ste odločni, odrežete tisto, kar ne funkcionira. Vse to, na kar vas je pravzaprav julij nekako pripravlja. Torej, drage moje svetnice, naj bo to čas, v katerem ste resnično odločne, naj bo to čas, v katerem resnično poslušate sebe, ljubite sebe, sprejmete sebe in ste, kdor ste. Drage osmice, ja, drage moje osmice, žetev. Vam se obeta žetev. V marsikaj ste vlagali svojo energijo, marsikaj ste investirali, marsikaj ste mogoče tudi sebe malo pohodili, tako kot mi vsi. Ampak, drage osemke, če se je kdo rodil za uspeh, ste se vi. Če se kdo zna organizirati, kdo zna biti učinkovit in če kdo manifestira, ste to vi. Kje v življenju ste to pozabili? Torej, naj bo avgust, ki je vaš mesec, avgust transformacije v smislu, da se nehate ukvarjati z vsem, kar ni na vašem nivoju. Z vsem, česar si ne zaslužite in z vsem, česar si v resnici ne želite v življenju. Se pravi, drage osmice, čas je za eno veliko čistko in čas je tudi zato, da neke stvari se postavijo na svoje mesto. Torej, drage osemke, ne zapravljajte časa z ničimer, kar vam energijo črpa, ampak se spomnite, da ste se rodile zato, da dejansko uspevate. In še devetke, drage devetke, tudi za vas intenziven čas, čas, v katerem se bo od vas pričakovalo, da vi naredite prvi korak, da ste vi odločni, da ste vi tiste, ki ste the man oziroma the woman. Se pravi, če bi kar po domače rekla, imaš to, draga moja devetka, imaš to. Dosti je bilo čakanja, dosti je bilo mogoče omahovanja, predvsem, drage moje devetke, pa je čas, da prekinete s preteklostjo. Predvsem je čas, da zaprete vrata. In jaz veliko, ker reče, mi vrata zapremo, pa gledamo, je zaklenen ali ni zaklenen, skozi kala ven gledamo, kdo bo prišel za nami potrkati, se pravi, če ste zaključili nek odnos, ste ga zaključili, obrnite se in pejte v nasprotni smeri naprej. Če je kdaj čas, da resnično stopite v prihodnost in da neke stvari, odnose, situacije, želje, nostalgije, navade in tako naprej, pustite v preteklosti, je to letošnji avgust in predvsem stopite v svojo prihodnost. Stopite v energijo vsega tega, česar si želite, ne tega, kar spuščate. Torej, dragi moji, to je bil pregled za mesec avgust. Naj vas še enkrat spomnim, osebna analiza je znižana za 50%, se pravi samo 49,50. To pride kar hitro, tudi 50 strani, zelo na pamet govorim, odvisno je pač od vsakega posameznika, nekateri, ki imajo veliko karmičnih zapisov, mojstrskih zapisov, da je to daljše, tisti, ki jih nimate krajše. Ne pozabi, dragi moji, da ste posebni, ne pozabi, dragi moji, da pravzaprav ste se rodili za to, da bi bili vi.